Dober dan. Po mesecih zbiranja poročil, analiz in lobiranj se je mirovnik Obama odločil. Sedaj je uradno. Vojna v Afganistanu ni več Bushova vojna. Mirovnik ima sedaj strategijo. Kot vsi predsedniki do sedaj se zaveda odgovornosti do države in vojakov, v vojno jih ne pošilja z lahkim srcem ali še manj zaradi lahkomiselnosti. Povečanje števila vojakov v Afganistanu za 30.000 je stvar vitalnega nacionalnega interesa. Prvi vojaki bodo odpotovali v Afganistan v naslednjih 2 ali 3 tednih. Leta 2011 bo vojne za mir konec. Začel se bo začetek umika. Predviden strošek okupacije v prihajajočem letu bo 30 milijard dolarjev. Ocenjen BDP Afganistana za leto 2008 je 22 milijard dolarjev. Na obisku v Izraelu je bil predsednik NATO-vega vojaškega odbora, italijanski admiral Di Paola. Dvodnevni obisk je preživel z načelnikom generalštaba izraelskih obrambnih sil generalom Ashkenazijem, vodjo izraelskega napada na Gazo. Admiral je v zadnjih 4 letih obiskal Izrael že 3., tako v trenutni funkciji kot v funkciji poveljnika generalštaba italijanske vojske. Namen obiska je bil seznanjanje s taktiko in metodami bojevanja IDF, ki bi bile lahko uporabne v vojni v Afganistanu, ter izkušnjami zbiranjem informacij na gosto poseljenih okupiranih območjih. Čeprav je bil admiral s prikazanim navdušen, bi se splačalo, da se seznani s posledicami taktik delovanja IDF, ki so zajete v Goldstonovem poročilu o vojnih zločinih storjenih v napadu na Gazo. NATO se od IDF-a lahko nauči tudi to, kako ne doseči zastavljenih vojaških ciljev, kot se je zgodilo z napadom na Libanon leta 2006. Takrat je miniaturni Hezbolah preprečil izraelski vdor na libanonsko ozemlje. Izrael se NATO približuje tudi na morju. Izraelska vojaška ladja se bo pridružila stalni NATO-vi operaciji Active Endeavour. Ta poteka od napadov 9/11, njen namen je preprečevanje transporta nelegalnih sredstev za teroristične namene v Sredozemlju. Izrael bo imel s tem pokritje za početje, ki ga je do sedaj izvajal na skrajni meji legalnosti. Gre za ustavljanje, pregledovanje in plenjenje ladij v mednarodnih vodah. Kako pa rečejo Izraelci Netanjahu? Pizdano. Ok, gremo. Premier Netanjahu bi rad obnovil mirovni proces, vendar dvomi, da je palestinska stran pripravljena nanj. Vsak, ki se mu ljubi preveriti dejstva, bo ugotovil, da si Izrael želi miru, v mirovni proces pa vstopiti željo po trajni rešitvi. Takšen proces bo zahteval veliko odpovedovanja. Druga stran, torej Palestinci, ne kažejo takšne odločnosti. Še več, postavljajo predpogoje za začetek mirovnega procesa, kot še nikoli do sedaj. Miru ne bo, če bodo Palestinci nadaljevali s podporo Goldstonovemu poročilu in podpori akcijam nevladnih organizacij, ki vlagajo zahtevke Mednarodnemu kazenskemu sodišču. Bibi je sicer ta teden zbolel, zato je bila odpovedana prva skupna seja nemške in izraelske vlade v Berlinu. Ta je preložena v čas po novem letu. Podobna seja je prvič potekala lani v Jeruzalemu, torej v nepriznani prestolnici, kjer poverilna pisma izročajo le britanski in ameriški diplomati, čeprav ga državi formalno ne priznavata kot prestolnice. Banane. Kaj imajo banane s Hondurasom? V Hondurasu so potekale volitve za predsednika države kljub temu, da se legalni predsednik, ki mu mandat poteče januarja, še ni vrnil na oblast. Zelaya še vedno biva v brazilski ambasadi, saj mu prevratniki grozijo z zaporom. Za novega predsednika je izvoljen Porfirio Lobo, podpornik državnega udara. Čeprav so nasprotniki državnega udara volitve bojkotirali, naj bi bila volilna udeležba po ocenah prevratnikov okoli 60-odstotna. Neodvisne ocene postavljajo številko pod 50%. Ameriška administracija se oddaljuje od svojih začetnih uradnih stališč, torej zahtevi po vrnitvi predsednika Zelaye na oblast. Pohvalila je izvedbo volitev. Rokovanja, nasmeški, darila in obljube o novi dobi in koncu intervencionizma iz srečanja vseh ameriških držav na Trinidadu ne pomenijo nič. Namesto ultimata prevratnikom o nesprejemljivosti državnih udarov se ameriška administracija z njimi raje dogovarja. Prek NEDA, to je National Endowment for Democracy, in USAID-a, tako prav je preko vmesnikov finančno podpirala skupine, ki so izvedle državni udar v Hondurasu. Prav ti vmesniki pa so nadzirali volitve.
Organizacija ameriških držav in Carterjev center so volilni proces označili za nelegitimnega, v Honduras pa niso hoteli poslati opazovalcev. Enako so storili Evropska unija, Združeni narodi, UNASUR in ALBA. Večina držav sveta volilnih rezultatov ne priznava. Legalnost in legitimnost volitev je poleg Združenih držav priznalo manj kot 10 držav. Novo izvoljeni predsednik Lobo je mednarodno skupnost pozval, naj razume realnost v Hondurasu in naj preneha s kaznovanjem države. Honduraški kongres je z veliko večino zavrnil možnost, da bi se odstavljeni predsednik Zelaya vrnil na oblast in odslužil še zadnja 2 meseca svojega mandata. V konfliktu med uporniki in vladnimi silami v Jemnu se je pojavil nov akter. Po poročilih arabskih časopisov so se jemenskim vladnim silam in savdski vojski pridružili še jordanski komandosi. Operacija Požgana zemlja, ki traja od avgusta, ni dosegla zastavljenih ciljev. Jemenska vojska je utrpela precejšnje izgube, samostojno ni zmožna premagati šiitskih upornikov na severu države. Problemi so tudi znotraj vojske, saj je precejšen del kadra šiitov, ki nimajo motiva za bojevanje proti lastnim ljudem. Kar bi bilo logično, ne? Rusija, Belorusija in Kazahstan so sklenili sporazum o ustanovitvi carinske skupnosti, ki bo stopil v veljavo 1. julija prihodnje leto. Odprta bo tudi za druge države, prvi resni kandidatki sta Tadžikistan in Kirgizistan. Kazahstan pričakuje, da se bo zaradi vstopa v to unijo do leta 2015 zvišal BDP za 15%. Rusija je že junija napovedala, da bo vstopila v Svetovno trgovinsko organizacijo kot enotna unija z Belorusijo in Kazahstanom in ne samostojno. Ne bo to samostojno, z njimi gre. Še današnja, a imamo takle vprašanja? Švicarji so na referendumu izglasovali prepoved gradnje minaretov. Ali izid temelji na estetskih ali ideoloških prepričanjih, vas sprašujemo. Drugo vprašanje, kdo komu grozi, Iran Izraelu ali Izrael Iranu? Tretje vprašanje, kako komentirate Pahorjevo voljnost za nadaljnjo prisotnost slovenske vojske v Afganistanu? In še zadnje, četrto, ali je globalno segrevanje prevara? Ali ni? Ali se to res dogaja? Hvala, ker ste bili z nami, lepo se mejte, to je bil Takle imamo iz studia 142, adijo.